Čeprav velja mesec marec za prvi pomladanski mesec, letošnji ni nič kazal na to. Bil je hladen in mrzel, tu pa tam je pomalem snežilo in razen prvega pomladanskega cvetja ni bilo o njej ne duha ne sluha. Sicer tisti, ki se na vreme spoznajo nekoliko bolj, pravijo, da je bil tak, kot mora biti. A spet drugi, ki že težko čakajo na bolj toplo vreme, se s tem ne strinjajo. Tako kot vedno, tudi tokrat vreme ni bilo po okusu vseh. Tokratno oddajo začenjamo s prispevkom o kmetiji Boltjan, na kateri se ukvarjajo s pridelavo žit na ekološki način in iz domače moke pripravljajo testenine, pa tudi piškote. Zanimiva zgodba iz naše bližnje okolice. Ta mesec je bil Mednarodni dan gozdov in v njegovo počastitev so na Dolah pri Litiji začeli projekt postavitve kope velikanke. Tokrat take, da se bo vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. S tem bodo prizadevni dolski oglarji postavili trajen spomenik svoji dejavnosti. Bili smo na obisku v veterinarski ambulanti v Litiji. Beseda je tekla o koroni, cepljenju psov in muck, pa tudi o čipiranju psov. Izvedeli smo marsikaj zanimivega. Kmetija Prboltjan leži v zaselku Boltija ob cesti Ponoviče-Vače, streljaj od Litije. Na njej gospodarita Igor in Liljana Cirar, ki sta pred nekaj leti stopila na povsem novo pot. Do takrat tradicionalno kmetijo, ki se je ukvarjala predvsem z živinorejo in lesom, sta preusmerila v pridelavo žit in pozneje še v izdelavo testenin in piškotov. Vse iz domačih vrst moke. Po njunih besedah sta do tega prišla po naključju, zdaj pa sta po nekaj letih uspešnega dela zelo zadovoljna. Njune uspehe so prepoznali tudi v širšem okolju, saj sta lansko leto dobila certifikat kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. Ja, na naši kmetiji smo se prej ukvarjali z živinorejo, dojiljem in žagarstvo, kar delamo še zdaj. Žiti je pa to prišlo čist spontano, malce iz heca, ko je moj prijatelj žel žito in prodajal izdelke. Se mi je ideja zdela zelo dopadla. Do takrat v življenju še nisem moral, tako da sem ženi rekel, dajmo poskusiti za osebne potrebe, malo za hec. Iz tega se je pa začel razvijati, ker je bilo problem, kam bi dali mi ta žito mlet. Smo kupili en manjši mlin za sebe in tako se je začel pol trženje in razvoj in tako naprej. Takrat za hec smo posejali na 4 hektara. Zdaj pa sejemo na 6, kar se pa tudi letno povečuje. Čisto prva sezona je bila ajda pa proso. Sedaj pa imamo, mislim, da 7 vrst žit in se tudi to povečuje. Letos lahko rečem, da bomo prvič tudi sadili konopljo. Pomembno je definitivno priprava tal, priprava semena, pravo razmerje setve in vse to. Pri nas se gnoji kot s hlevskim gnojem, kar se hčera ukvarja tudi s konji. Delno pa zelena gnojitev, to se pravi sejanje detele zaradi absorbiranja dušika iz ozračja. Kar se tiče med samo rastjo, je definitivno fino dober vpliv vremen. Vmes je recimo kakšno žito potrebno prečesati zaradi plevelov. Potem pa ob času pa že čas, ob optimalnem času pa žetev, ker zaenkrat še ne izvajamo sami, ampak v kratkem bomo tudi to. Pri žetvi je zelo pomembno, da ujameš pravi čas žetve, da je lepo vreme, seveda je sušno obdobje, kajti pol imaš težave med samim sušenjem žita, To se pravi izguba energije in tako naprej. Vmes moramo tudi spremljati, imamo te naprave elektronske,
da vidiš, kdaj je žito suho, pa seveda pred sušenjem prvo čiščenje, da grejo plevela ven in nato še sledi še bolj dentalno čiščenje. Takrat v prvem poskusu s prvim žitom smo želeli dati svoje žito v mlin, da bi imeli svojo moko, a povsod smo naleteli na to, da svoje moke ne dobimo nazaj. To se pravi, mlinarji najraje menjajo žito za moko. Želeli smo seveda svojo moko, zato smo nabavili pač en mal manjši mlin, s katerim so bili naši začetki v bistvu, no. Zdaj, kakor vidite, ta je že dosti večji, da nam zagotavlja te potrebe, kot so sedaj. Mlin na kamen, eden najboljših v Evropi, avstrijski Ostoiler. Not ima kamne, drgne kot sistem, kot je bilo včasih. Bistvo mlina na kamen je, da kdor uživa to moko, zauživa čim več vlaknin, ne, kar so zdrave za telo. Napravo ima naprej sejalno napravo, zdaj odvisno, kakšne moke delamo, pa zakaj jih uporabljamo, različna sita damo noter. Recimo, ne vem, za piškote meljemo drugačno moko, moko za prodajo spet drugačno, za testenine spet drugo. Za kašo, ti se pa spet drug stroj, podobno je kot tukaj na kamne, drgnenje, ampak pol gre pa naprej na izpihovanje, pa eno sito je glede na gravitacije, da pol loči luščeno in neoluščenega. Malo daljši postopek je pa zanimivo tudi, vse to je hladno luščeno, no. Recimo v trgovini, ko kupite ajdo, vidite bolj temno, naša je svetla, to je hladno luščena, recimo vroče luščena, tam jo kuhajo na 130 stopinj na pari, da lušina poč, lepša kaša, ampak v bistvu vse vitamine ubiješ v njej, podobno kot v medu, če ga date v čaj, ne. Ja, po kateri moki največ povpraševanja, bom rekel tako, da opažam, da kar po starostnih generacijah. Recimo kakšne starejše generacije imajo rajši ajdovo moko. Tako srednja generacija tam pirino ali pa mešano, mlajša pa pšenično, no. Ja, z možem ves čas razmišljava o tem, kaj bi še ponudila pač naši okolici, našim sokrajanom. Tisto nekaj, kar je tudi dobro za nas, a ne, ker pač v trgovini kupiš ene stvari, ki so pač na veliko narejene, in tako sva prišla najprej do testenin, potem sva razmišljala naprej in tudi nekako prišla do piškotov. Sprva teh piškotov nismo sami pekli, jih je pač ena pekarna za nas pekla. Potem sva se pa sčasoma odločila, da bomo tudi to prevzeli sami in smo se lotili in mislim, da nam je kar dobro uspelo, no. Glede na odzive strank je povpraševanje kar iz dneva v dan večje. Testenine sva pričela kakšno leto pa pol nazaj, najprej sva razmišljala o njih in sva kupila eno tako manjšo mašino, v bistvu je bila ta mašina za kakšno restavracijo primerna, no. In sva tudi najprej tako za znance, prijatelje preizkušala, kako so jim bile všeč, jim niso bile všeč, in ker so jih zelo pohvalili, sva se odločila, da bova pač sokrajanom to v malo večji meri ponudila, zato sva tudi potem mašino zamenjala, takšno, da ima malo večje zmožnosti in s tem tudi razširila, no, več različnih telih naših testenin. Tako da imamo od svedercev, širokih rezancev, polžkov, različni okusi so in to še se trudiva še razširiti. Piškote, kot sem rekla, smo sprva se dogovorili z našim znancem, ki ima pekarno in jih je on pekel za nas, pač iz naše moke. Potem sva se pa počasi odločila, da bova tudi to nalogo prevzela sama dva, da je res vse, kar gre iz kmetije pri Boltjan, da je pač iz naših rok narejeno, no. Tako da mislim, da sva se tudi tega zelo uspešno lotila in naredila.
Mene ideje in želje prehitevajo s financami, tako bom rekel. Idej je zelo veliko, definitivno vidim na trgu, da je fino, če ponudiš končni produkt, ne polprodukt, zato nam od začetka so nam bile zanimive moke, zdaj so nam piškoti in testenine, imamo pa še ideje za kakšne omake, karkoli, se še najde veliko tega. No. Ja, tako kot je že Igor rekel, načrtov je še, pa še, tudi kakšna turistična zadeva, nas še mika, samo finance so pa kar. Ja, radi bi še naredili glamping, hčera se ukvarja s konji, tako da ima tudi šolo jahanja, si lahko pol tudi ogledate. Sin pa pač dela šolo za mizarja, tako da mislim, da bo šla pa žagarska zadeva tudi naprej, da bomo tudi v tej smeri tudi še razvijali. No. Pod tem geslom je potekal letošnji Mednarodni dan gozdov, ki je bil 21. marca. O tem, kako pomemben je gozd za naše življenje, je bilo povedanega že veliko, pa tudi to, da ima naša država srečo, saj jo prekriva kar 60% gozda. Zato je letošnje geslo še kako na mestu. Obnova in nega sta pogoj, da bodo naši gozdovi še dolgo zdravi, lepi in polni življenja. Dole pri Litiji veljajo za oglarsko deželo, saj tukaj oglarstvo ni nikoli presahnilo. Nasprotno, v zadnjem času ta starodavna obrt doživlja ponoven razcvet in letos so se ravno tukaj lotili zanimivega projekta. Postavitve kope velikanke takih dimenzij, da se bo vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Prvo dejanje projekta je bilo v počastitev dneva gozdov na lokaciji, na kateri bo kopa stala. Ja, poglejte, v slovenskem prostoru v naši državi smo leta 1999 in pa potem leta 2000-2002 zastavili projekt oglarstva v Sloveniji. In ravno leta 2002, ko smo imeli ob tednu slovenskih gozdov, smo še bolj operacionalizirali celoten ta projekt tukaj oglarske dežele, ki se je fantastično dobro razvijala. In če smo takrat v letu 2000-2002 lahko oglarske kope videli le na kakem mestu po Sloveniji, jih danes se oglarske kope prežigajo na več kot 20 mestih vsako leto. Zares, da v večini v turistične namene, v zgodbo ali kaj podobnega, v modul za kulturo in tako naprej, ampak na 2 mestih v Sloveniji pa pomeni to tudi oglarstvo, tudi razvoj same pokrajine. No in ta primer je tukaj odličen v oglarski deželi, kjer praktično vsako leto gori več kot 16 kop, tudi 20. Skratka, oglarska dežela in neka kraljico celotnim tem dogajanjem je bilo potrebno dati in tako sva skupaj z lastnikom gozda, oglarske domačije Medved, nekako se dogovorila, da bomo skupaj družno, slovenski oglari, lastniki gozda z ostalimi deležniki, ki so tukaj od ministrstva naprej do Zavoda za gozdove, naredili to veličastno kopo velikanko, ki bo rekorderka v evropskem prostoru. Vesel sem to, da se je v ta projekt, ki se danes prične, vključilo že več kot 40 deležnikov, vse 3 občine, pa od Kmetijsko-gozdarske zbornice, Zavoda za gozdove Slovenije, Turistične zveze Slovenije, skratka vrsto enih inštitucij in jaz verjamem, da na ta način, povezovalni način, bomo naredili in dali tisto vrednost slovenskemu podeželju, ki mu nedvomno gre. In slovenski gozdovi so nekaj posebnega in jaz verjamem, da na ta način dobijo še svojo veliko vrednost. Moram reči, da sem kar sem bil navajen, da se le stvari malo hitreje odvijajo, vendar tukaj praktično moraš čakati za prvi odgovor tudi 4 mesece in več, za vsak odgovor moraš celo plačati. Mi, da vpišemo v Guinnessovo knjigo, potrebujemo več kot 15 000 evrov. Skratka, še danes ne znam 100% odgovoriti, ali bomo zares imeli vpis v Guinnessovo knjigo, ampak vem pa, da bo to največja kopa v Evropi in da Oglarska zveza Evrope to tudi
zelo podpira in bo tudi objavljala. Skratka, na nek način, če ne bo Guinnessova, bo pa vpis v dediščino Evropske unije kot največja oglarska kopa. Glejte, vsekakor ministrstvo podpira te ambicije, da se pripravi v Sloveniji ta kopa velikanka, ne glede na to, ali bo to največja kopa na svetu, ali bo to največja kopa v Evropski uniji, sporočilo je nekaj drugega. Ljudje na podeželju se znajo povezovati, znajo se združiti, da skupaj dosegajo takšne cilje, kot je tudi ta kopa velikanka. Z vidika gozdov in gozdarstva oziroma z sporočila ob mednarodnem dnevu gozdov je pa skrb za nego gozda. In pri oglarjenju gre za to, da seveda oglarji pridobivajo ta les iz gozdov in predvsem v mlajših razvojnih fazah seveda jemljajo iz gozda manj kvalitetne sortimente. In to je tisto, kar pomeni manj kvalitetne osebke iz gozda jemljamo, kvaliteto v gozdovih puščamo. Na ta način tudi oglarji prispevajo k temu, da negujejo slovenske gozdove in to je zelo pomembno. Poleg tega, da ta kopa bo prinesla nekaj dodatnega zaslužka na podeželju, bo tudi v teh covid časih pomeni tudi neko dopustno obliko druženja. Poleg tega smo pa gozdarji veseli, da bodo slovenski gozdovi ustrezno negovani. Občina Litija je ponosna na ta dogodek. Predvsem to pomeni v prvi vrsti najprej priznanje domačiji Medved tukaj v Suhadolah, pa seveda priznanje vsem oglarjem v oglarski deželi, da so znali to dejavnost obdržati, jo sedaj spraviti na višjo raven in hkrati z tudi to promocijo narediti tako promocijo oglarski deželi kot tudi samemu oglarjanju kot dejavnosti, ki zagotovo ima svoj pomemben pomen, predvsem pa ima pomemben pomen pri predvsem poslanstvu negi in se pravi enem skrbnem ravnanju z gozdom in pa gozdnimi sortimenti. Ja, zagotovo po vseh možnih močeh bomo spremljali ta potek, ker je zagotovo enkraten dogodek, predvsem pa enkraten dogodek v tem, da se bo ta dogodek odvijal ob 30-letnici samostojnosti Republike Slovenije. Ima to zagotovo tudi za samo oglarsko deželo in tudi za samo Republiko Slovenijo in pa samo gozdarstvo kot takšno en poseben pomen. Ne vem, to je izziv. Mi smo poslušali stare oglarje, ki so govorili, so imeli kopo 10-15 ton ogla, pa smo pa mi rekli, tukaj smo že tudi mi naredili, smo rekli, pa dajmo probati, pa dajmo narediti še malo večjo. In leta smo se odločili, da bomo to naredili, ker smo še sposobni to delati. Leta grejo, se veste, kako je to. Pa smo rekli, dajmo narediti, da vidimo, če smo res sposobni tega narediti. Ja, ta projekt se dela, mi smo začeli, po zim smo sekali ta les, tega lesa je tukaj približno 2/3, 200 metrov, 100 metrov bo treba še pripeljati tukaj. To bo projekt celega leta. Kopa bo gorela tam sigurno 3 tedne do 1 meseca. Z teh drv ne bi bilo, če bo vse posreč, tam okoli 30 ton ogla. Pri kopi veste zmeran kaj, kopo moraš vahtati kot majhnega otroka, po dnevu in po noč. To se zgodi, da se lahko nek udre not pa začne goreti. To kopo praktično ne smeš pustiti iz nadzora, ga moraš vahtati po dnevu in po noč. V Sloveniji je včasih veljalo, da se je v začetku pomladi izvajalo cepljenje psov. No, to ni več tako in se cepljenja opravljajo skozi vse leto, za pse pa tudi mačke. Med epidemijo korone se je zastavljalo vprašanje, kako je s hišnimi ljubljenčki, ali lahko zbolijo tudi oni in ali so prenašalci tega zloveščega virusa. Na vsa ta vprašanja je odgovorila veterinarka Eva Lesjak, ki že vrsto let v ambulanti Gaber skrbi za zdravje hišnih živali v Litiji. Ja, prav kakšnih dokazov o tem, da bi prenašali COVID-19
kakšnih konkretnih dokazov ni. Načeloma živali ne zbolevajo za to našo korono, se pravi za COVID-19. So pa prenašalci svojih koronavirusov, ki pa so vrstno specifični. Naprimer, mačke imajo svoj koronavirus, ki ga poznamo že vrsto let, se kaže popolnoma drugače, ko pač ta naša korona ni ozdravljiv, je pa hvala Bogu zelo redek. Lahko pa živali prenašajo COVID preko svojega kožuha, se pravi isto kot bi bil prenos preko predmetov, no, okužba preko predmetov, niso pa sami okuženi, niso prenašalci. Čipiranje psov je v Sloveniji obvezno. In sicer se morajo psi čipirati še pri vzreditelju, to se pravi med 7. in 8. tednom starosti, preden zapustijo pač svoje primarne domove in grejo k novim lastnikom. V primeru, da vzreditelji, rejci za to ne poskrbijo, lahko psičke izjemoma čipiramo tudi kasneje, s tem, da je znan izvor psa. Posvojitelj psa mora vedeti, kdo je mama mladiča in prinesti s sabo v bistvu na čipiranje številko čipa mame. Če teh podatkov lastnik nima, potem se psa registrira kot psa neznanega izvora, tukaj pa potem tečejo posebni postopki. Ali preko zavetišča ali pa preko veterinarske inšpekcije. Načeloma morajo biti mladiči čipirani med 8. in 9. tednom starosti z znanim izvorom. Čip je par milimetrov velika palčka, teflonska palčka, oblečena s silikonom, mala zadeva, ki se jo živalim v obliki injekcije aplicira pod kožo, praviloma levo na vratu. Na čipu je 15-mestna številka, ki se začne s kodo države. To se pravi, slovenski čipi se začnejo s številko 705 in to je vse. Zdaj, če se neka žival izgubi, pa pride k veterinarju v zavetišče, mi ta čip odčitamo, številko čipa vnesemo v centralni register psov, to je pač slovenska baza vseh čipiranih živali, oziroma malih živali, psov, mačk pa malih dihurjev. Tam so pa potem podatki o psu, se pravi starost, pasma, ime, datum rojstva in seveda podatki od lastnika. Čipiranje je namenjeno temu, da so pač psi označeni, da so sledljivi, da jih najdemo, če se izgubijo, pa tudi zato, da se s tem preprečujejo neželena rojstva psov, nelegalni uvozi, s tem, da želimo imeti znan izvor psa, pomeni, da tudi zmanjšujemo število psic, ki nekontrolirano, brez nadzora rojevajo mladiče, ki se jih potem prodaja naprej v nadaljno rojo, se pravi, predvsem pri pasenskih mladičih zna biti to problem, ali pa pri kakšnih kmečkih rejah ponavadi zaradi tega pride do neznanja lastnikov, ne bom rekla samo kmečkih rejah, ampak pač v pogojih, ker lastniki niso seznanjeni z zakonodajo in potem pride do hiperprodukcije mladičev. Samo čipiranje v bistvu preprečuje to hiperprodukcijo pri psicah, s tem se jih zaščiti pred nekontroliranimi rojstvi, nekontroliranimi brejostmi. Bistvenega pomena za zdravje psov in mačk je tudi cepljenje. Za pse je v Sloveniji obvezno, saj lahko neupoštevanje tega nevestnega lastnika doleti kazen. Več o tem pa Eva Lesjak, ki je povedala. Najprej začela z mačkami, zaradi tega, ker pri mačkah nobeno cepljenje ni zakonsko obvezno, razen cepljenje proti steklini, ki pa je obvezno v primeru, da mačka prečka mejo, državno mejo. Pri mačkah sta sicer na voljo dve cepivi, eno je kombinirano proti mačjim respiratornim, se pravi proti dihalnim virusnim okužbam, drugo cepljenje je pa proti mačji levkozi, je pa pač eno virusno obolenje, ki vpliva na njihov imunski sistem. Cepi se po programu, trenutno smo v Sloveniji dobili prve smernice za cepljenja, tako da se pač mi tega držimo in lastnike mladičev s tem seznanimo. Malo drugače je izgleda cepljenje pri psih, pse se pa obvezno cepi proti steklini. Tudi to nam zagotavlja čipiranje in sledljivost psov, da zagotovimo, da so vsi psi cepljeni proti steklini. In sicer se po novem cepi pse 3 leta zaporedoma, s tem, da se ne sme zamujati datumov. Po 3 letih se smatra, da je zagotovljena dosti visoka imunost, da se lahko pse cepi vsake 3 leta. Odvisno od cepiv, ampak praviloma 3 leta zaporedoma, potem pa vsake 3 leta. Druga
Sklop cepljenja pri psih je pa cepljenje proti kužnim boleznim. Ljudje pogosto to zamenjujejo s kožnimi boleznimi, pa s tem nima nobene veze. Gre za kombinacijo cepiv proti pasji kugi, pasji parvovirozi, hepatitisu, kužnem kašlju, kužnim driskam in pa leptospirozi. Leptospira je bolezen, ki se prenaša prek urina glodavcev in ostalih okuženih živali. Pomembna je pa zato, ker je zoonoza in zato lahko zbolijo tudi ljudje. To cepljenje ni zakonsko obvezno, ga pa mi lastnikom psov svetujemo ravno zaradi tega, ker lahko pride do okužbe ljudi. Tako da cepi se mladiče 2 do 3krat, odvisno od začetka cepljenja, pa potem naprej 1krat letno.